Dobre zgodbe, dobro življenje. To je geslo, pod katerim krmilimo svojo barko v Mladinski knjigi. Govorim seveda o knjižnih zgodbah. Vsi vemo, da nam je leto 2020 napletlo resnično zgodbo, ki je vse prej kot zagotovilo za dobro življenje. Toda prav v tem kriznem času so se knjige pokazale za svetilnike pri krmarjenju v spremenjenih razmerah. Knjige so večje od epidemije. To najbolje potrdijo naši bralci. Naši avtorji delijo z nami najboljše, kar imajo. V teh knjigah je vse. Zgodovinski spomin, zaznamovan z neupogljivo trmo. In ta moja trma, da moram o nacizmu povedati čim boljše in čim bolj objektivno, se je rodila v knjigah, ki sem nakoval nekaj okoli. Uvid v notranjost, odkrit in iskren. In zdi se mi, da v sodobnem svetu, ki zahteva nenehno učinkovitost in hitenje, pozabljamo na to, da smo mi tisti, ki v bistvu moramo poskrbeti za svoje zdravje in za svojo energijo. Edinstven karakter. Znova in znova. V vsaki moji pravljici je moj lik. Prav gotovo sem kosovir, prav gotovo sem sovica oka, prav gotovo sem taca muca, prav zelo zagotovo sem pa sapramiška. Živobarvna toplina, da se pocrkljajo majhni in veliki. Prvo delo, ki sem ga delala, je bila Šivilja in škarjice, in sicer to tista stara varianta, ki je bila še v eni taki čisto preprosti obliki, no. To je bilo prvo. Vera v naravo, ki prerodi in obnovi. Zasirka nam bo rešila veliko problemov v vrtu, manj bo dela, zasirka bo ohranjala tla, vlažna, plevel ne bo rasel. Posebna potrditev knjigam so nagrade. Od Večernice pa vse tja do Nobelove. Pa naj bodo besede Nobelovke tista luč, ki kaže, da Južni otok je. Prestrašen, da. Toda spet med vami vzklikam, da tvegam radost novega sveta. To je bila Louise Glück v prevodu Veronike Dintinjana. Naj vsakega med nami najde knjiga, ki jo potrebuje. Srečno!